Sem Simon Vadnjal, vi pa poslušate oddajo Radioaktivno. Simon Vadnjal se mi je pridružil v oddaji Radioaktivno. Zdravo. Dober dan. Sta se plus in minus izenačila ali je kateri prevladal? Ja, zdaj smo v om faza, veš, om. Tako da ja, je bilo uspešno obdobje tudi za tem singlom, zdaj pa še čas za novega. Tako da do jeseni enkrat pa kar album. Tako daleč si že? Absolutno, se je že nabral material, tako da nimamo kaj za čakati. Zdaj sam še stvar debate, a bomo album dal na CD, a to še kam lahko daš? Smo se znanč med frendi pogovarjali, a kam pa sploh še daš CD, ne? Je malo umetnost pravzaprav že najdeš te stvari, tako da zdaj smo nekje med QR kodo, pa med LP ploščo, ker se mi zdi, da so pa spet malo v trendu nazaj, ne? Vsi malo od nonotopa, od babic pa detkov, gramofone, od skrin na novo, tako da mogoče bomo pa izdali album kar na ta stari dobri LP, ki plus ta novotarija s QR kodami, unimi ta pozitivnimi, ne unimi, ki smo jih zadnji 2 leti okoli gledali pa slikali. Če boš izdal CD, potem brez problema jaz si bom ga lahko še vedno vrtel, ne samo v avtu, tudi doma. Ja, no, ampak vse manj se mi zdi, da je to vrstnih ljubiteljev muzike, ki še sploh imajo CD-je. Drugače pa sedaj ponujaš oblak napak, očitno se jih je nabralo veliko. Ja, to je v bistvu ene vrste moj poklon glasbenim legendam od Kurta Cobaina do Amy Winehouse in vseh vmes, v katerih sem gor rastel in so mi res dali veliko navdiha tako za ustvarjanje glasbe, kot tudi tako, da so bili moji sogovorniki v času odraščanja pa pol zorjenja v deca, zato ker vsakega preganja kakšen oblak napak, ne. Žal pa je, da so tako, Elaine Staley, Scott Weiland, Kurt Cobain, Amy Winehouse, večina teh je tam unmu neslovitem klubu 27, ne, ki so zelo prehitro, se pravi, do 27 leta zaključili svoje res super in dobre in uspešne kariere glasbene, ampak so nam pa dali veliko in jih še zdaj poslušamo in jih imamo radi. Še dobro, da sva oba več kot 27. Ja, mi smo že čez to je v redu, ampak njihova šola tudi nekaj stane, pa razmisliš, kako se vsak sooča s svojim oblakom napak in je treba o tem govoriti in tudi mislim, da muzika ima tako funkcijo, da ugotoviš, da imaš nekje v eni pesmi, a po enem albumu, a po enem glasbeniku sogovornika in se najdeš tudi s temami na isti frekvenci, tako da tudi zaradi tega je glasba čarobna stvar. Sicer pa tudi oblaki se slej ko prej posušijo. Res je in za njimi posije sonce in kolo se spet obrne, tako da tudi kadar si v največji krizi pa depri, sploh v času odraščanja je tega kar velika, ne, pa tudi kasneje je treba tudi na to pomisliti. Tako je, oblak napak, ki ti sledi v slej ko prej se razblinijo, tudi one strele se bojo umirile in razkadile. Ne nazadnje pa je vsem tem glasba lahko zelo dobra terapija. Točno tako, po eni strani, da glasbo poslušaš in uživaš v njej, pri nas, ki jo pa tudi ustvarjamo, je pa tudi ena vrsta terapija. Zelo dober ventil pravzaprav, ja, za čiščenje podstrešja. Če se pa kdo pol poistoveti s tabo in najde na isti frekvenci, si pa sploh zmago. Tisti, ki glasbe samo ne poslušamo, temveč tudi gledamo, imamo na ogled tudi video podobo. Tako, ista ekipa s primorskimi ustvarjalci Lair Productions sem spet snemal na Primorskem. V bistvu videospot je pa tudi neke vrste posvetilo tem ikonam. Zgrunta smo, kako bi v bistvu umestili v videospot portrete teh znanih glasbenikov, ki žal niso več z nami, od, Chrisa Cornella do prej omenjene Amy Winehouse in smo naredili videospot, kjer v bistvu na mestu, kjer smo snemali z bendom, smo čez videoprojektorjem pravzaprav naslikali čez nas te ikonične obraze, ker mislim, da jih večina poslušalk in poslušalcev zelo dobro pozna. Simon, kot si dejal na uvodu, pa v jeseni tudi album, bo vmes kaj odrov? Vmes pa tudi odri, tako po eni strani s Cover Lover koncertiramo, mi je všeč, da se je to sprostilo in razvilo, kar se tiče pa z avtorsko muziko, pa od jeseni dalje, ko predstavim album in gremo po Sloveniji z materialom, z avtorskimi komadi mojimi in tudi ta stik s poslušalci, ko me čakam. Bova pa sedaj v eter poslala tvojo ta novo, bo to oblak napak ali ne napak? Ne, ker bodimo pošteni, vsakogar od nas preganja kakšen oblak napak in treba pač biti pozitiven, da tako, kot smo prej že omenila, vse razblini, vse gre na boljš. Če se pa kdo v čustvih pesmi ujame, prepozna, je pa to boljš. To je tudi smisel glasbe, da se identificiramo z malo širšimi življenjskimi temami.
Skoraj ne mine dan, ko polni se moja duša iz vodnjaka velikanov. Vse preveč jih je pogrešanih, vse preveč se jih je vdalo. Dolga pot domov, kdaj srečam te, čuvaj mesto zame. Hej, ali daš vsaj en znak, da še pravi čas ujamem to, kar stiska te za vrat. Hej, ali bi mi dala vsaj en znak, da nikoli ne izgubim te, ker te lovi oblak napak. Skoraj ne mine dan, ko spomnim se na kitare in vodo, skupne ideale. Vse preveč vas je pogrešanih, vse preveč se vas je vdalo. Dolga pot domov, kdaj srečam te, čuvaj mesto zame. Hej, ali daš vsaj en znak, da še pravi čas ujamem to, kar stiska te za vrat. Hej, ali bi mi dala vsaj en znak, da nikoli ne izgubim te, ker te lovi oblak napak. Oni vejo, oni vejo, oni vejo, oni vidijo me. Vedno, ko razlijem se na tla in plavam, ti z mano si. Vedno, ko prebijem zvočni zid in padam, ti z mano si.